Živja! Jaz sem se pa danes odločila, da bomo naredili že prvi poskus mikrobiom potice. Namreč 2 leti jo že nisem delala, oziroma 1 leto lansko jo nisem naredila, pa se malo sem zarjavela, pa se bojim, da kaj ne bo ratalo. Tako da bomo danes naredili eno generalko za božično potičko. Tako, ki jo lahko jemo tudi vsi tisti, ki skrbimo za svoj zdrav mikrobiom. To je potica, ki ne vsebuje nič žitaric, ne vsebuje ne pšenične, ne pirine, ne riževe moke in je zato primerna tudi za kakšen grešni grižljaj v intenzivni detoks fazi. Tukaj so sestavine, ki jih potrebujemo za testo. In sicer testo bomo danes naredili iz razmaščene kokosove moke. Jaz sem imela doma še nekaj te sukrin kokosove moke. Sicer po originalnem receptu je primerna mandljeva moka, oziroma originalni recept predvideva mandljevo moko, pa bomo danes probali, če se da tudi s kokosovo moko. Potem bomo dodali indijski trpotec, dodali bomo nekaj mletih mandljev. To so suhe sestavine, k suhim spada še sladkor, tale sukrin gold eritritol sladkor in pa bio pecilni prašek, v bistvu vinski kamen. Potem pa mokre sestavine, ki jih potrebujemo za testo, je pa stopljeno maslo, potem skuta in pa 2 jajci. Zdaj, skuta je fino, če je kakšna kozja, če je kakšna ovčja. Jaz danes žal nisem dobila teh vrst skute, tako da sem se odločila, ker to moram danes narediti, da bom pa pač uporabljala tisto, ki so jo imeli, in to je krmu pasirana skuta. Zdaj, recept je čisto preprost. Najprej moramo zmešati mokre sestavine v eni posodi, jaz imam to kar v mešalniku, to so maslo, skuta in pa 2 jajci. V drugi posodi bom pa zmešala suhe sestavine in jih bom potem postopno dodajala mokrim sestavinam in počasno na najnižji hitrosti mešala, gnetla in bomo dobili v bistvu testo. Tako da bomo kar začeli. Najprej bom jajca ubila, tako da boste šli 2 jajci tukajle v posodo. Še drugo. Seveda jajca je tudi super, če so bio, če že nimamo sami svojih domačih jajc. Potem bomo zlili tole maslo. Stopljeno maslo ni fajn, da je vroče, zato ker bodo sicer jajca zakrknila, tako da sem ga stopila in majčkeno ohladila, tako na sobno temperaturo. In zdaj pa še skuto, dodamo skuto. Evo, takole. Skuta. In zdaj bomo vključili mešalnik, da se to zmeša v eno tako bolj homogeno strukturo. Evo, povečujem hitrost. Evo takole. Se pravi, vse sestavine so se zdaj zmešale v eno tako precej svetlo, čisto homogeno zmes in zdaj bomo vzeli drugo posodo in v njo bomo stresali natehtane suhe sestavine. Najprej kokosovo moko, takole, pa indijski trpotec,
pa mlete mandlje. Pa po recepturi je predvidenih 7 žlic tegale sladkorja, eritritola. Eritritol je alkohol sladkorja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evo, 7. 7 žlic smo dodali. In pa še žlička in pol pecilnega praška. Tako da zdaj bomo dodali pa še pecilni prašek. Fino je, da je tudi ta bio oziroma da uporabimo vinski kamen. Takole. Evo, to je to. In zdaj bomo te sestavine premešali, da se bodo čim bolj razporedile in pa zmešale. Nič težkega, ne? To zna vsaka gospodinja, pa tudi gospodinc. Tako da za enkrat same čist preproste stvari. No, zdaj bo pa prišla ta bolj zanimiv del, ki upajmo, da nam bo začel ratovati tudi tak čisto prav testo, kot ga rabimo za potico, tak, kot mi je rato že pred 2 leti. Zdaj v receptu piše, da je treba to mešanico suho dodajati mokrim sestavinam postopoma, tako da jo bomo dodajali po žlicah in v bistvu počasi mešali. Evo. Spet par žlic. Zdaj, glede na to, da so te suhe sestavine v obliki prahu, če ne ugasnem tega mikserja in dodajam te suhe sestavine, začne to seveda vse leteti v zrak. Tako da je boljš malo bolj počas te stvari delati. In seveda upamo na najboljš. Zdaj, glede na to, da je to že preverjen recept, mislim, da se nimam kaj bati, da ne bi ratalo. Zdaj počasi tole se sprijemlja. In ratuje v bistvu enemu takmu kao testu podobno. Jaz bom to zdaj kar vse dodala. Takole. Zdaj bom pa še s tole spatulo tele ostanke, ki so se nabrali gor v metalci, spravila nazaj v posodo, da se bodo čim bolj sprijeli z ostankom v posodi. Stvar že postaja gnetljiva, tako da še majčkam. Zdaj pa preverim še enkrat recept. Ok, jaz mislim, da je. Ratala ena taka packasta zmes, ki bom jaz zdaj
poskusila zgnetati v eno tako testo. Evo, in to testo bo šlo potem seveda počivati v hladilnik. Še prej, ko bom imela potem umazane roke, si bom v bistvu postrigla tole folijo, da bom to testo zavila vanjo. Ja, in zdaj bom tole ponovno probala dobiti v posodo. Zdaj, jaz se ne spomnim točno, kako je bilo, ko sem prvič to delala, takrat sem se res čist držala recepta, pa sem delala z mandljevo moko, razmaščeno mandljevo moko. Tokrat sem vzela razmaščeno kokosovo moko, pa bomo videli zdaj, če bo to ratal ali ne bo ratal. Zdaj v receptu piše, da te sestavine so lepljive in da se morajo lepo zgnesti v testo, da pa se ne smejo v bistvu popati na roko. Tako da zdaj bomo videli, kaj se bo zdaj zgodilo. Ja, moram reči, da ko se tega dotaknete z roko, je mokro, se da lepo sprijeti. Takole, vidite, ratuje tako bolj homogeno in se mi zdi, da je ravno prav mokro. Ni popasto, ni pa presuho. Ni pa to tako tipično testo za potico, kot smo ga vajeni, če delamo, se pravi, običajno, tradicionalno potico. Tako da nič se bati, tiste, ki imate več izkušenj s tradicionalno peko, jaz jih nimam. Potice mislim, da bo to karkoli narobe. Testo se je lepo sprijeli in zdaj je treba tole zmes, tale hlebček bomo zdaj zavili takole v folijo in ga bomo dali za 1 uro počivati v hladilnik. In ko bo testo ohlajeno, ga bomo lepo zvaljali. Evo, takole, pa smo naredili testo. Zdaj bomo pa pripravili nadev in sicer danes smo se odločili za orehovo potico, torej tukaj imamo zmleta orehova jedrca, ven tekoč vaniljev ekstrakt, rum, limonin sok in pa spet sladkor. Po receptu je potrebno zavreti 1 deci vode in v to vodo potem umešamo rum, žlico vaniljevega ekstrakta, večkrat manj bom dala, ker je kar gost, če še večkrat, takole. Ok, vaniljev ekstrakt, potem žlico limoninega soka. Okay. Tole smo naredili, zdaj pa damo zmlete orehe, dodamo spet 7 žlic tegale sladkorja, takega, ki smo ga dodali že prej. Večkrat je skupaj zbiti, tako da moramo malo paziti, da kakšne kepe ne zajamemo. Evo 2 žlici, 3 žlice, 4 žlice, 5, 6, 7 žlic. Evo takole, malo premešamo. Zdaj bomo pa teli tekoči stvari, se pravi vodi, limoninemu soku in pa ekstraktu vaniljevem, dodali še stopljeno maslo. Tako. In s to mešanico, s to tekočino bomo zdaj prelili orehe.
Zdaj po mojih izkušnjah v bistvu po receptu, ki je objavljen v skupini Sestavi se in ga najdete, če pod lupo vpišete potica, je pravzaprav kar majčkeno preveč tele tekočine za tole količino orehov in drži, tako da bom jaz v bistvu dodala še majčkeno orehov, zato da vse skupaj ne bo toliko tekoče. Evo, vidite, zdaj je zadeva precej tekoča, tako da bomo dodali še majčkeno orehov, da bomo dobili ravno pravo teksturo tega nadeva. Zdaj jaz bom to naredila kar po občutku. Tole je vrečka z, mislim, da 200 grami. In jaz mislim, da sem zdaj dodala vsega skupaj glih ene 100 gramov. Ampak, ker imam tukaj še te tekočine, bom jaz zdaj to naredila eno konsistenco, ki se mi zdi čisto feelingu primerna. Ko bom tole zmešala, bom vzela iz hladilnika testo, ki se še hladi, in potem bomo testo tudi razvaljali. Evo, testo smo vzeli iz hladilnika in medtem smo ga tudi že zvaljali. Med dvema polama peki papirja, se pravi spodaj ena pola in potem zgoraj še ena pola peki papirja, valar in zvaljamo. Pomembno, kar pač je, da imate že prej pripravljen pekač, da testo zvaljate na v bistvu velikost pekača. Tako da mi imamo zdaj testo zvaljano in zdaj v bistvu bomo dali na testo nadev in ga bomo namazali nekje na majčkeno več, mogoče eno polovico. Jaz upam, da mi bo ratal. Nikoli ne vem, a mi bo čist ratal, a mi ne bo ratal, a se bo kaj tudi srečal. Ne, se kad naredim vsako leto ene 3, pol že vem, sam pri ta prvi je vedno malo večji problem. Evo takole. Ta nadev je res ful dober, res zelo okusen. Tudi ta rum mu da lepo aromo, tako da se ne sme nič uničiti. Vse bomo postrgali, da bo res dober. Jaz imam rada take bolj bogate potice, ne vem, kakšne vi pečete. Evo, takole, orehova potica, ki nas bo pocrklala, hkrati nam pa ne bo obtežila želodca, ne bo nas naredila utrujene in zaspane. Po njej ne rabimo imeti slabe vesti. No in zdaj, ga pa držite pesti. Zdaj pa treba to potico zaviti. A ne? In upamo, da bo tole testo se lepo. Vidite, majčkeno je tak bolj piškoten, tako da se majčkeno trga lahko, ampak vi se nič ne sekirite. Tako kot sem rekla, to ni tradicionalna potica, to je majčkeno drugačna potica. Moram pa reči, da je mogoče vsem testo iz mandljeve moke malo bolj kompaktno kot tale iz kokosove. Ampak jaz verjamem, da bomo tudi tega speljali do konca. V bistvu ne speljali, ampak zrolali. A smo ga narolali zdaj? Yes! Evo. Potičko prvo letošnjo smo zrolali. Jaz tega nadeva čisto do konca tukaj nisem dala, ravno zato, da ga lahko majčkeno zaprem, da se ne bo vse, da ne bo vse ven steklo. Takole, vidite. Pa še na tej strani, zdaj pa samo upam tudi, da velikost te potice res ustreza tistemu profanu, da sem jaz to dobro zmerila. Kakšna repotička, a? Ajde lepa. Evo, no, zdaj pa še zadnji premik. In sicer
premik v šlapo. In kar s peki papirjem jo damo v kropanček in damo v pečico. Evo. Zdaj bomo še majčkeno odrezali, da ne bo tole tako visel čez in držali pesti, da bomo lahko danes večer ob čaju jedli prvo slastno božično potico. Evo, naša potica je spečena, pekli smo jo na 170 stopinj, približno 50 minut. Zdaj, moja pečica je bila nekje malo bolj učinkovita kot drugje, tako da je tlele majčkeno zapečena potica. Če veste, da vam pečica ne gre enakomerno, potem je pač potrebno potico v bistvu okrog obrniti med peko. Tako da jaz jo tokrat nisem nič namazala z jajčnim rumenjakom, drugače pa lahko vmes po 20 minutah peke namažete tudi z jajčnim rumenjakom. Jaz se nisem, ker me zanima, kakšna je, če je pač čist taka plain in natur. In glede na to, da leži v tej posteljci od tegale peki papirja, ker se bo tole majčkeno ohladilo, jo bom jaz skupaj s peki papirjem kar ven vzela in ko bo hladna, jo bom narezala in vam jo bom pokazala.